Dobro nama je šlo, ampak potem so prišli, ne vem, taki zapleti in sem 3krat odletela in sem se sam pobrala, super, gremo naprej. In on mi pol čez 1 leto rekel, da mi točno zaradi tega dal psa. Ko nikoli sam nisi tekel po 3 minute na kilometer, potem pa pes kar naenkrat 4 kilometre tako vleče, ne. Nekaj časa gre, pa telo reče, čak malo, to je pa zdaj že too much, ker je pač pes šel desno in jaz levo, vmes je bila pa ulična svetilka. Na hitro pred pogovorom, če bi vas lahko jaz prosil, da se naročite na kanal, mi da pripravljava vsebine za ston, trudva se, da bo vedno boljše. Uživite v pogovoru. Hvala. Za tiste, ki me še ne poznate, se danes predstavljam kot pomočnik na kmetiji. In seveda vsaka kmetija, ne glede na to, kakšna je, mora imeti psa, čuvaja. In sploh pa tak, na kateri sem bil jaz, ki je za vzreja živali. In tudi mi smo imeli 2 psici. Vsake toliko je pa na obisk prišla še 3. Biba, ki je bila tibetanski mastif. In Biba je bilo treba peljati na sprehod. In vsake toliko sem pa tudi jaz peljal, čeprav se mi ni vedno dal, je bilo pa zelo zabaven. Zato, ker peljali smo jo od kmetije pa do vrha nad kmetijo, ki je nekje 400 metrov višinske razlike. In nekje zmerni tempo smo ponovadi hodili nekje 45 minut do vrha. Z Bibo sem šel v 25 minutah. Tako da dan z nama sta pa Kin in Pšenica, ki malo več veste o tem, pa nam bosta znala kaj več povedati. Tako da najprej, če nam lahko povesta, kako sta se poznala s Kinom? Ja, to je v bistvu kar taka zanimiva in dolgoletna zgodba, kajti jaz imam že vso življenje pse in sem skozi rada tekla, nikoli nisem zares tekla. In nekako sem s svojimi posvojenimi oziroma kužki, ki niso za to bili ne motivirani, predvsem niso bili toliko motivirani, sem začela pač se spoznavati s kanicrossom, to je v bistvu tek s kužki. Načeloma je to vlečni tek, to se pravi, da te pes vleče, ampak moji kužki mene pač niso vlekli, tako da sem v bistvu dolga leta, preden sem Kina spoznala oziroma naletela na njega, sem jaz s temi kužki tekla in tekmovala, ne, oziroma hodila na te lokalne tekme, zaradi sodelovanja, podpore in druženja, kakor česar drugega, tako da potem pa nekako po smrti enega mojega kužka sem si, ne vem, očitno sem rabila nek izziv, tako da sta mi moja zelo dobra prijatelja Nuša in Edo posodila svojega vlečnega psa. Eurohound je pasma, oziroma do tega še prijemo kasneje mešanca pasem, ki se ji reče Eurohound, ne. Sta mi posodila kužka, ki je vlekel in jaz sem bila tako navdušena nad tem, da sem si tega psa kar en lep čas posojala, par mesecev sposojala, nato sem se odločila, da imam svojega psa. Si umislila in je to, bom rekla, res je življenjska sprememba bila, ker nisem pričakovala kot prvo, da bova tako hitra oziroma tako hitra in kako sem pa pol do njega prišla, preprosto enega psa sem videla na Facebooku in sem prebrala, kdo je vzreditelj in jaz, ko sem videla tega psa, sem rekla, točno tazga psa hočem. Samo toliko, da pripomnim, ni točno tako, kar sem ga videla na Facebooku in zaželela. Je v bistvu, jaz sem si zaželela predvsem prijaznega in zdravega in motiviranega psa za tek, ne. Zbrala sem pasmo Greyster, ne, to je spet ena posebna mešanca, ne. Te pasme se predvsem mešanca razlikuje glede na to, koliko katere pasme imajo noter, koliko procentov pasme, tako da v bistvu je bila kar razlika iz Eurohounda, ki je manjši pes, bolj vzdržljiv, iti na večjega in hitrostnega psa, pač takrat se niti nisem toliko spoznala na te razlike, niti nisem bila pozorna. Tako da nekako sem pošla slučajno z mojima 2 psičkama, posvojeno psičko z mix border collie in rusko hrtico na eno tekmo v Italijo in smo bile edine v kategoriji tek z 2 psoma in smo seveda zmagale, ne, ampak to je treba poudariti, da smo bile edine, ne. Mislim, da smo imeli celo najpočasnejši čas od vseh, ampak nima veze. No in takrat sem spoznala tega vzreditelja Fabricio Galina, ki ima Yeti Kennel, Yeti Sport Kennel in takrat mi je on tudi v bistvu, ko sem ga spoznala, mi je svojega psa posodil za test. In seveda sem s tistim psom 3krat tako odletela po tleh, da je bilo to, ja,
Dobro nama je šlo, ampak potem je so prišli, ne vem, taki zapleti in sem 3krat odletela in sem se sam pobrala, sem rekla, super, gremo naprej. Ja. In on mi pol čez 1 leto, 2 rekel, da mi točno zaradi tega dal psa, ne. Da se on odločil zato, ko je videl, kako sem jaz padla in kako sem se jaz pobrala in smejala in šla naprej, rekel, okej, tam pa lahko mojega psa. Morate vedeti, da jaz sem bila niko in ništa v Canicrossu, totalno nepoznana, in sem nekako dubla, lahko rečemo, dobrega vzreditelja, psa, ki je zelo zbiral, komu da pse, no, tako. Evo, in tako sem prišla do kina in da v bistvu mi je on rekel, da ko bo paro, da mi bo javil, in ko se je to zgodilo, je prišlo celo do nekih z moje strani finančnih zapletov in sem rekla, da jaz psa ne morem, ne si prvoščati, ne, ker to je se ni neka skrivnost, ampak te psi niso poceni, ne. Tako da je v bistvu bil vzreditelj toliko prijazen in mi je dal psa na obroke za 1 leto, da mu plačamo 1 leto in potem sem ga lahko samo iz tega razloga si lahko prvošla tazga psa, no. Tako da in to je to, kako sem jaz do njega prišla, no, evo. Kinči. In pol, kako pa recimo poteka nek trening, mislim, verjetno je kar težko trenirati s psom, ne, mislim, moraš biti ti natrenirana in pes, ne? Tako, jaz žal nisem imela dobre tekaške zgodovine, v smislu, jaz sem samo tekla na tekmah. Jaz sem stari v tem, da jaz sem 19 let trenirala borilne veščine in to sta bila 2 treninga na dan in meni tekaški treningi oziroma tekaška aktivnost, bom rekla, no, trening pa tekaška aktivnost je nekaj drugega, ne, mi časovno ni dopuščalo, tako da sem pa sam na tekme hodila teč. Potem sem pa se prekvalificirala in zdaj delam v bistvu že dobrih 10 let v fitness industriji, tako da spet, ne, že po recimo delovni dolžnosti moram biti veliko fizično aktivna in sem v tem času si celo na 3 tekaške skupine sem šla in je vedno prišlo do poškodbe, ker je bil preprost volumen fizične aktivnosti previsok, ne. Tako da hočem reči to, da sem bila z drugih fitness in zdravstvenih komponent sem bila kar dobro pripravljena, tekaško pa ne. Tako da, kakorkoli sem imela mogoče majčkan, daj Kinčko, no, daj uleži se, kakorkoli sem imela mogoče malo prednosti pri določeni strani, ne, sem pri tekaški bila zelo šibka, tako da v bistvu sem pol jaz zaradi njega totalno spremenila miselnost in način treninga zase. Tudi pri psih je pa treba biti zelo pazljiv, da do 1 leta niso preveč obremenjeni, vsaj z vleko, tako prostega teka oziroma prostega gibanja in telovadbice ima on kar nekaj, ampak do 1 leta je pa treba biti zelo pazljiv, zato ker se jim mišice in skelet se jim še razvija in mora biti te obremenitve zelo postopne, ne. Tako da, tako nekako, po 1 letu ne bi bil pes pripravljen oziroma sposoben večjih obremenitev in tudi nekje limit, da pes mora biti 1 leto, nekje celo 18 mesecev star za tekmovanje, tako da se v bistvu mi da pol postopno začelo, skupaj sva rasla, no, in zato, ker sem midva skupaj rasla, mi je bilo majčkeno lažje, moram pa poudariti, da Nitro, kuža, s katerim sem prej tekla, bil precej počasnejši, tako da je kar bila razlika, ko sem začela z njim teči, ne, in srečo sem imela to, da so skupaj rasla, no. Ampak recimo, ni pa tako prehiter pes, ali bi bil kakšen prehiter, da bi bilo nemogoče teči z njim? Mislim, ja, jaz sama take hitrosti, ki z njim dosežem, ne morem je nemogoče, doseči. ne, ampak še vedno pa lahko bi bil toliko hiter, da bi bilo pa to celo slabo, da bi bil absolutno, jaz mislim, prehiter. to si zelo dobro izpostavil, ker dejansko je stvar v tem, da za večino, dajmo reči, športnikov, ne, niso športniki, vodnikov psov, ko tečejo Canicross, ne, je pes prehiter.
za veliko večino. Pes ti da recimo pol minute, 1 minuto na kilometer več. Zdaj, če si ti dober športnik, recimo, da sam zelo hitro tečeš, pol ti tiste pol minute, recimo, če smem Ben Robinsona izpostaviti, to je pač Anglež, ki je že sam zelo dober atlet, teče 5 km pod 15 minut, 10 km pod 10 minut, on s psom teče 5 km 12 minut, pa še neki. Se pravi, tam pace je pod 2,30 na kilometer. To je v bistvu svetovni rekord. S tem, da pač moramo vedeti, da vse ne moramo primerjati nekoga, ki ga pes vleče, kot nekoga, ki ga pes ne vleče. Je to, mislim, lahko rečemo, ok, tako malo se poigramo s to mislijo, v času pa v tempu, ampak dejansko je pač nekomu, ki ima psa, malo lažji. Tako da recimo njemu, tako hiter, seveda mu je težko teč, ampak mu ni toliko težko, kot Kinka mene, ne vem, tako hitrost, recimo, tak pace ima mogoče 400-800 metrov, 1 kilometer, jaz toliko ne morem z njim zdržati, 4-5 kilometrov. Je pa res, da se s časoma pes tudi na tekača uglasi. To se pravi, da nekako imata neko hitrost, nek ritem, ki pol obema ustreza. Tako da definitivno, psi so prehitri za veliko večino in potem pol, če lahko prijemo, bomo tudi mogoče kasneje se na tem ustavili, zelo hitro pride do poškodb. Predvsem zaradi tega, ker večina ljudi se tega, se tudi jaz, sem mislila, da je dovolj, da malo telovadim. Ampak tako, pa ko dobiš enega tazga psa, ki je toliko boljši, vidiš, da sam malo telovadati, pa sam malo teč ne gre. Da sploh pa pri teh letih, ko se enkrat čez 40, si toliko bolj dovzeten za poškodbe in rehabilitacija toliko bolj dolgotrajna, da pač ni več hec za marsikoga. In tudi zelo veliko, zdaj se bom jaz bolj na žensko populacijo osredotočila, zelo veliko punc hitro poškodbe v kolenih in v hrbtenici, čisto zaradi tega, ker je stres previsok, telo je premalo utrjeno, tehnika, že v osnovi tekaška tehnika, pa volumen teka je preslab, tako da zelo hitro so punce, 3 leta v canicrossu, pa pač morajo nehati. Tako da, Kako pa se, to me zanima, kako se psa nekako da preveže na sebe, ker verjetno sam, če bi imel sam povodec, to bi šel. Sem pa niti ti ne bi zelo pomagal. Ne, ful pomaga. Bi ti sam, če bi imel povodec? Ja. Pa sem prej povedal, jaz nisem imel te opreme. Mislim, tam imam posebno opremo, ki sem jo prenesla s sabo, sam zdaj Kin tako lepo leži, da se ne bo premikala. Pes ima posebno ergonomsko oblikovano oprsnico, ki je tako, da pač se lepo prilega na prsni kož, da ne gre na sapnik, da se tudi lepo razporedi sila po hrbtenici, to se pravi pa tudi, da je tako narejen, da nima preveč motečih trakov oziroma ali pa pretežkih zadev, tako da je neka posebna oprsnica. So različne oprsnice od različnih proizvajalcev, tudi za različne discipline oziroma tudi pasmo psa. Tako da to potem je tak poseben elastičen povodec, ker tudi pač malo blaži sile in vodnik ima tak poseben pas, ki pride v bistvu zelo podoben tem plezalnim pasovom, in v bistvu to je neka osnovna oprema, ki jo rabiš za psa in brez tega bomo rekli, to je skoraj nujno, pa dobre superge, pa je pa že, pa več ne rabiš, tako. Tako da to je neka taka oprema, ki je fajn, seveda se lahko začne z navadnim povodcem, pa z navadno oprsnico, toliko, da testiraš, ampak če pa veliko tečeš s psom, sploh pa če pes vleče, pa fajn imeti pač specializirano. Omenila si različne discipline. Kakšne discipline? A to so po pasmah tudi ali je overall? Takole je. Zdaj, različne discipline, vlečne discipline imamo pač na suhem terenu, pa na snežnem terenu. Na snegu. Na snegu. In recimo na snegu so smučke, pa neke posebne sanke, več vrst sank, zdaj spet, če gremo na Alasko, zdaj malo pretiravam, in imaš 20
glavo pasijo uprego, ne, so spet drugačne sanke, kot če gremo tukaj v Evropo tekmovati na sanke, so spet neke druge sanke, ne. Tako da pač jaz se na to zelo ne spoznam, tudi moram priznati, da jaz nisem nek poznavalec canicross kulture in canicross zgodovine, da jaz danes predvsem izhajam iz mene in kina, tako da imam zelo tako osnovno laično vedenje o temu, ne. Tako da drugače na suhem, ne, pa je kolo, potem je nek poseben skiro, ki je v bistvu kolesu bolj podoben, ima obliko kolesa, samo da nima sedeža, pedal pa ketne. Pa seveda tek, pa tudi vozički, ne. Vozički z več pasjo uprego, no. Tako da to, mogoče sem kaj pozabila, ampak načeloma je to, no. Od različnih disciplin, glede pasem je pa tako, imamo te posebne mešance za vleko, ne, Great Stari Eurohound, Scandinavian Hound, European Hound, ampak to so že toliko majhne razlike spet, katere pasme noter. Recimo, pri kinu se vidi, da je veliko nemškega kratkodlakega ptičarja, ne, z več kot 70%, potem ima malo angleškega pointerja noter, par procentov greyhounda pa huskija, ne. Recimo Eurohound ima več procentov huskija noter, no. Tako, malo za občutek, ne. Potem je seveda Eurohound tudi majčkeno manjši, pa tudi zato, ko ima huskija malo bolj vzdržljiv, ne. To so pa šprinterji. Potem pa se dostikrat na tekmah tudi deli na open kategorijo, to se pravi vsi psi, vključno s temi vlečnimi, pa polarno, ne, zato, ker so polarci, husky, malamuti, samojedi, ne, so pač počasnejši. Pa bolj vzdržljivi. Tako, ne, in je pač dostikrat so tekme tako ločene, ne pa vedno, ne, potem dostikrat se tekme tudi ločujejo glede na kilažo psa, ne, po 20 na 20, ne, zato, ker spet kin ima 41 kil, zdaj si pa vi predstavljate, ne, pa gre z Yorkijem teč, ne. Sicer tako bom rekla, ne, motiviran pes naredi marsikaj, motiviran pa zdrav pes, ne. Yorki, poznam eno punco, ki z Yorki ima sicer vlečnega psa, ampak tudi z Yorki teče, ne, tako, pač za zabavo, ne. Tako da se v bistvu da z vsakim zdravim in motiviranim psom teči, zdaj pa seveda spet odvisno od ambicij, ne, posameznika, pa tudi v bistvu želja, kaj ti prija, ne, a ti prija nor šprint s psom, a ti prija, da si čisto malo bolj počasen, da sam greš teč s psom, ne, tako da, tako nekako, no, drugače se pa tekmovalne kategorije seveda še na starost vodnika ločujejo, no, pa spol, ne, tako. Ja, logično. Kaj pa, ko smo prej rekli, da so eni bolj vzdržljivi, eni pa malo bolj šprinterski psi, ne? Ja. Kakšne so pa razdalje na teh tekmah? Super, ja. Zdaj tako, razdalje so od 2 kilometra do 6 kilometrov, če govorimo o teh bolj običajnih tekmovalnih razdaljah, ne. Vedno bolj je pa popularen tudi trail, ke so pa daljše razdalje, tudi, ne vem, 10, 11, 16 kilometrov, ne. Zato recimo rabiš bolj vzdržljivega psa, ne. Ker recimo Kinči je pač tak, on se zažene, pol pa ga začne zmanjkvati, ne. Kakšen husky, zdaj seveda spet odvisno od treninga psa, pa kako ga vodnik na to pripravi, ne, v končni fazi bi jaz lahko kina pripravila tudi na traile, ne, ampak mi, da se trailov zdaj trenutno izogibava, pol še pridemo do kje, ampak recimo, da so te tekme, dostikrat imaš tudi tako short pa long trail, ne, tako da lahko tudi kombiniraš, pa imaš tudi recimo happy dog kategorijo ali pa ne vem, da greš lahko netekmovalno, da greš lahko krajšo razdaljo, tako da razdalje so pa tam od 2 do 6 kilometrov, no. Ta kratke, one ta dolge. Ja, ta dolge so pa. Ja. A pa je kaj klancov vmes, tako, ker to je bilo pa tudi zanimivo. Tako, ja, dejansko se pač tekme tudi razlikuje glede na profil proge, ne. Zdaj, recimo v Bardoneki je svetovno prvenstvo, ko je bil trail, ne. Se pravi, je bilo ful vzponov, spustov, ful ovinkov, blaten teren, trava, ne, s tem, da še dežval en teden prej, tako da je bil res tak neugoden teren, zelo težko je bilo hitrost na njemu doseči, ne, ampak je bil tako res tehničen teren, ne. Pol recimo zdaj je bilo svetovno prvenstvo na konjskem poligonu, kako se reče tem konjskim
Hipodrom. Evo, to na konjskem hipodromu je bila pač ravninska proga, ne? Tako da res zavisi, recimo zdaj ravno ta teden, prejšnji teden, vikend je bila v Trzinu, ne? Je bil trail, rečemo, razgiban teren, pa so bile Mekinje, ki je razgiban teren, pa še Kočevsko outdoor bo zdaj za kuške naredil, ne? Je razgiban teren. Žal, midva s Kinom se ne udeležujeva trenutno razgibanega terena zaradi moje poškodbe kolena, to prijemo še pol, ne, tako da, ampak so pač razgibani tereni, no. No, Raznoliki, ja. Pa lahko že zdaj o poškodbah malo, ker smo glih, mislim, si predstavljam, da na teh krajših je veliko več poškodb, ker na daljših, ki je pač pes, ker je vse malo bolj počas. Na kratkih je pa... Ja, zdaj... Tako, zanimiv pomislek, ja, zdaj seveda vedno je pač stvar psa in vodnika, pripravljenosti in dobrega dneva ter pogojev, ki so na progi, ne, vedno je to, ne, tako da je ogromen tukaj enačb, ne, zdaj trenutno v mojem primeru, ne, so ravninske proge, ne, pa čim manj ovinkov, pa ne prehiter je idealno, ne, in tudi za mogoče nekoga, ki se navaja, ne, je pač, da je čim lažja pot za dobro tehniko, ne, ker moramo vedno prvo bazo postaviti, ne, je vedno fajn, da imaš tak teren, ki ti to omogoča in da se potem daš na kakšne bolj specifične terene. Zdaj, specifični tereni, recimo tehnični tereni, že ti kot sam trail tekač moraš imeti nekaj, ne, malo tega v nogah, ne, to se pravi koreninje, skalovje, ovinki, spolzek teren, ne, moraš že ti imeti tudi klance pa spuste, vzpone pa spuste poštudirane, ne, tako da se spet pravim, odvisno tudi od psa, ne. Drugače pa ja, recimo klanc gor, s Kinom laufat noro. Klanc dol, umor. Ja, ne. to sem jaz sklepal, ja. Ampak spet psa se lahko nauči. Ne? Tako da mi, da se zdaj klance dol že poštudirala, ampak se pravim, jaz imam strgano križno vez, lani sem si jo strgala in zaradi tega so zdaj pač samo počasi dodajava razdaljo, klance še ne, oziroma minimalen klanc, tako da mi, da se počasi vračava ker v bistvu so pa res mogoče te trail tereni malo bolj zabavni, no, tako, ja. A ne? Se strinja, bi šel kar teč. Ja, kaj pa prva tekma? Kako je razlika med prvo tekmo pa med zadnjo tekmo? Kdaj si imela zadnjo tekmo? Zdaj zadnjo tekmo, moram reči, da sem si lani aprila strgala križno vez točno v Trzinu na prvem ovinku, ker je pač pes šel desno in jaz levo, vmes je bila pa ulična svetilka, ne, tako da midva sva imela zelo dobro sezono leta 2024, ne, potem pa sem jaz malo zbolela in pač od tazga fizičnega napora nisem bila vajena, toliko moje telo pač ni bilo vajeno in ni prenesel, ne, toliko intenzivnosti in toliko volumna, ne, se pravim, pač, če nimaš ti hitrosti, tako, nikoli sam nisi tekel po 3 minute na kilometer, potem pa pes kar naenkrat 4 kilometre tako vleče, ne, je nekaj časa gre, ne, pa telo reče, čak malo, to je pa zdaj že too much, ne. Tako da sem imela zdaj slabo sezono, tako da prva tekma je bila zelo slaba za naju, ne, zato ker je pač mlad pes bil in je tam svojo prijateljico srečal na progi in se ni hotel od nje odlepati, ne, tako da pač to je bila najna prva tekma, ne, da sva sicer 2 kilometra imela fantastičnega, zadnji kilometer pa pol sem pa pač mogla bremzati za kolegico, ne, tako da je bila zelo, nisem bila toliko slaba, ampak pač ne, ni bilo po željah. Zadnja tekma je bila pa marca, sva šla pa v Osijek, je bila pa tudi, sem jaz zbolela neki, on je pa neki kihu in je dobival zdravila in spiranje noska in še kar kiha in pol na tekmi seveda ni dal vse od sebe in so šla pol v ponedeljek na veterino in moj veterinarka z nosa 5 centimetrsko leseno palčko od drevesa zvlekla, tako da zdaj že dolg časa nisem imela dobre tekme, no, tako bom rekla, no, že kar kakšen let, drugače pa so pa imela kar dobro sezono, no, tako, zelo dobro. Ampak postala si tudi svetovna prvakinja, ne?
A to v sezoni 2000 leta 2024? Ja, to je bilo pa tako, to je bil pa ta trail varianta, ne, Kje pa? v Bardoneki v Italiji, ne, to je bil pa, mislim, čisto presenečenje, zato, ko morate vedeti, da pač mi, da so bila niko in ništa, ne, meni se je zdelo, da nama gre zelo dobro, ampak meni se je itak zdelo, da nama gre zelo dobro, glede na to, da bi nikoli ni šlo, ne, in je bil vsaka stvar, vsak rezultat, vsaka hitrost, ne, je bila zame tako, wow, jaz sem bila tako vesela, jaz sem bila tako navdušena, jaz nisem mogla verjeti, koliko je ta pes fantastičen, ne, in sploh, ne, tako da v bistvu moram pa tudi to omeniti, ne, da usporedno z, imamo dve organizacije, ena ICF, druga pa IFFS, in istočasno je bilo Evropsko prvenstvo v skandinavskih državah. Ja, vidim. Aha, kaj pa je zdaj? Tako da je bila tudi malo manj konkurence sem imela, ne. Tako da, ampak pa tudi v bistvu takrat sem zelo dobro klance tekla s Kinom, ne, sicer sem imela precej slabši pace, kakor sva ga ponavadi imela, ne, ampak vse nama je nekako se posrečilo, kar je bilo presenečenje za vse, ne, predvsem pa za naju, a ne. Jaz sem vedela, da on zmore, nisem vedela pa, da toliko zmore, da bo še mene potegnil v to, no. In recimo čistko nek primer neke proge, kako bi odtekla brez psa, pa s psom, tako tempo približno. Zdaj, dajmo reči, bom najlažji 4 kilometre primerjala, zato, ker imam recimo personal best z njim na 4 kilometre 100, sem imela koliko 11 minut 23, to se pravi bil pace 2 minuti 47, sama bi 4 kilometre tam 3:40 pace pretekla, tako nekako 3:35, 3:40, odvisno Kar je še vedno zelo hiter. Ja, verjetno, no, tako da, tako nekako, no, kakšno minuto tam plus minus, spet zavisi od proge, spet zavisi od dneva, ampak tako mislim, da 3:40 bi imela, no, tako. Saj sem imela, ampak včasih je tako nekaj drugega, če ti na stadionu tečeš, ali pa ti jaz veliko na tekaču delam, to se pravi na tekaški trenaži, ne, in tam ti pa vedno pace tako 5-10 sekund, ne, je pač vprašljivih, ne, niha, tako da tam sem naredila ene par personal best, se pravim, to je malo zavajajoče, ne, tako da če rečem, če sem tam imela, ne vem, na 5 kilometrov 3:30 pace, jaz rečem 3:40, ne, zato, ker nikoli ne veš, ne, kako ti mer tam, no, pač, ja. Kako pa čez zdaj koliko let že skupaj tečete? Zdaj je on 3 leta star, tako da v bistvu tečeva 3 leta, sicer sem zdaj imela zelo slabo sezono in v bistvu več kot pol leta sva tudi zelo slabo trenirala, tako da zdaj v bistvu sem začela 3. mesec dobro trenirava, no. Dobro trenirava, to pomeni, da imava reden canicross, vsak teden več kot 2 kilometra, ker prej sem zaradi poškodbe ga vpregla za 500 metrov, 1 kilometer, ne, pa zdaj se pa končno začela, tako da imava redno, plus imava zdaj skiro, to je tisto kolo, kaj je skiro, ne, tako da ga treniram še tukaj, tako da zdaj on v bistvu začenja šele nazaj dobro trenirati, oziroma oba, no. S tem, da jaz sem si seveda po poškodbi tudi odločila za osebnega trenerja, da zdaj lahko končno delava na bazi, ne, da potem počasi začneš delati na tehniki in potem naprej iz tehnike in kvalitete greš, ja, super ti gre, isto pri njemu, ne, to je ista piramida velja za njega, da greš lahko na moč pa kapaciteto, potem pa greš naprej, ne, na intenzivnost in na koncu pač na tisti, ne, vrh, tako da mi, da so zdaj še enkrat na začetku, ne, tako da, prosti, kaj je bilo vprašanje, sem že... Ja, koliko časa ste? Saj si v bistvu odgovorila. Tako da zdaj so spet 3 mesece oziroma 2 meseca res spet dobro trenirava, tako da so spet na začetku in moram reči, da je lažje bilo priti na vrh, kakor zdaj se vrniti na vrh.
No, ampak zdaj že veš, kakšna je pot, pa bo mogoče lažje. Ja, sem pa tudi že starejša, pa že polna enih poškodb, tako da tudi to je treba upoštevati. Ne? Ampak tako, jaz si samo želim z njim čim dlje in varno teči, seveda si želim imeti čim boljši pace, seveda, absolutno, ampak pač prvo mora bazo dobro postaviti. Ne? Prej sem imela srečo, da sva jo malo preskočila, ne? Zdaj pa pač brez tega ne gre. Ne? Tako da, ja. Kako se pa nekako sporazumevata med tekmo, da pač ne gre ali pa prehiter ali pa prepočas? A gre kdaj tudi prepočas? Zdaj, ko sem bila poškodovana, je šel. Aha. Zdaj, ko sem bila poškodovana pa bolana, moram reči, da je on... Da je šel počasno. Ja, da je šel ful počasno. A pa to zaradi tega, ker ni teku med tem Jaz časom? mislim, da je bila kombinacija treninga in tega, ker pač s psom si povezan. Ne? To je tvoj življenjski sopotnik, saj on je primarno moj življenjski sopotnik, ne? Potem je on šele športen pes. Ne? Mislim, življenjski sopotnik pes, ki ima svoje pasje potrebe, potem je pa on šele športnik. Ne? Tako da, ja, je neka taka, saj jaz imam neko globjo povezano z njim, ne? In on dejansko se je po poškodbi name oglasil, ne? Kar zdaj probam tudi jaz malo, da me neha upoštevati, ne? da nekaj mečkan, čakaj, Mišek, pidi sem, pidi. Da nekaj gre, da se v redu, ne? Se bova speljala, ne? Čakaj, ok, super. Tako da, kakšni so pa, zdaj ne smem preveč na glas reči, ne? Ma posebne, ja, so posebne besede, so neke univerzalne besede, ki jih večina uporablja, čisto zaradi tega, ker je lažje tako tudi komunicirati s psom in z drugimi tekmovalci na progi. Ne, prvo je, da ga postaviš v linijo, jaz njemu rečem inline, ne, lahko da so kakšne specifike pri terminologiji, da mogoče kdo malo drugače reče, ne? Potem začnem odštevati, ne? Od 3 do, ne? In potem rečem go. Ne? Ja. In potem so še, kadar mora iti easy, mu rečem easy, potem so pa še za desno in levo, G je desno, jaz rečem je levo, ne? Potem je seveda še stop, pa če hočem, da gre naprej, rečem on by. Pa včasih, če imaš kakšnega tekmovalca ali pa nekoga na progi ali pa ne vem, sprehajalca, rečeš proga oziroma trail oziroma, ne, tako, to so neke te osnovne zadeve, ne. Ja, in tako nekako se to psa nauči, moram reči, da on, ker je pes vzrejen s tem namenom, so te stvari šle same od sebe, ne. Meni ni bilo treba sploh kaj dosti učiti, najbolj sem imela probleme easy. Ne? Tako da pač so pa psi, ki jih je treba teh stvari malo več časa rabijo, no, tako. Če bi si pa nekdo omislil nekega psa, pa da bi začel teči z njim, kakšnega psa bi pa priporočala nekomu? Mislim, verjetno ne. Zdaj, mogoče res on ni za prvega psa, oziroma razen, če to je izjemno pripravljena tekačka, vzame mladiča, ki bosta skupaj rasla, pa da pod pogojem, da je mogoče že s kakšnim vlečnim psom probo to prej, da sploh vidi, če mu to ustreza. Drugač, mislim, so tudi druge pasme ali pa mešanci, ki so čist primerni za to, recimo velike visual, border colliev je ogromen, ne? Potem so tudi navadni ptičari, pa so Weimajerci, čakaj, kjeri kužki so še zelo pogosti. Tako v bistvu je kar ogromen spekter psov, ki to počne, se pravi, tudi čivave smo že videli, tudi Jack Russell, tako da pudle, kraljevske pudle, ne, pitbulle, ne, tako da v bistvu na svetovnem sicer prevladujejo vlečni psi, ne, te, ki so vzrejeni s tem namenom, ampak vidiš pa tudi različne pasme, no. V normalnih, lokalnih tekmah pa vse vidiš, vse, ja. Omenila si bazo prej, ne? Ja. Koliko recimo bi... Ne. To pa zdaj šlo. Ne, dovolj. Ok, smo bazo. še živi. Ja, smo živi. Ja. Bazo, koliko recimo baze bi
rabila ti z njim preteč, oziroma on s tabo. Tako, Zdaj, bazo jaz tukaj pri njemu gledam predvsem to, da ima on prosti tek. Ne, da ima ogromno prostega teka. Torej, da se spusti in potem teče. Tako, in da on teče, to se pravi, teče brez kakršnih koli obremenitev, mojih navodil, da ima res prosti tek. Ne. Se pravi, on gre vsak dan, dnevno gre na sprehod, 1 uro smo na sprehodu in on teka kazbloje. To je za moje pojme njegova baza. Potem delava telovadbico, to se pravi, to je menjava položajev, potem recimo, da prestopa kakšno ovirico, da ima hod nazaj, da se vrti, da gre slalom, pa čisto taki osnovni gibalni vzorci, ki mu mogoče pol kaj olajšajo. No? Tako da to je v bistvu baza, telovadba tako, mogoče 5 minut, parkrat na teden, to mora biti vse zabavno. Tako da to je baza za moje pojme. Eni jih tudi tako trenirajo, žal nimam kolesa, da pač gre s kolesom in pes ima neko konstanto, ne? Ko gremo na sprehod, je on precej hitrejši, ne? In dela nekaj. Tako da veliko se dela pač bazo s kolesom, da ima pes prosti tek, pa so pa kakšni drugi specifični treningi za vzdržljivost, za hitrostno vzdržljivost, za posamezno vleko, ne? Tako da, ampak mislim, to je vsem pes, ne, ki mora v tem uživati in ne biti preveč obremenjen in mi moramo čim bolj ta njegov naraven potencial izkoristiti, ne ga pa preveč, uprežiti. On je srečen, ko ga uprežem. To morate vedeti, to je taka, on je tako vesel, on je tako navdušen, on komi čaka, ne. To ni mučenje ali pa kaj, ne, zato ker to je njemu to, ne. Tako da, recimo, če mu jaz gumo v zadnji zavežem, ne, pač njemu je to dobro, ne. Če ga jaz uprežem na skiro, pa sploh ne poganjam s kolesom na skiroju, on sam vleče, njemu to, on sploh noče pavze imeti, ne. Ga je treba prej brzdati, da si vzame time out, ne. Tako, se pravi, pa so pa ti vlečni treningi, vlečno-tekaški treningi, no. Ampak poškodbe nobene, pa on pa še nima. On sreči razen tega, da se mu nohti cepijo, pa da je imel kakšno tačko porezano, sreči ni poškodovan, sem jaz to kasirala, ne, kar je meni tako boljš, ne, ka pa si lažje prenašaš svoje bolezni pa poškodbe, kakor od živali, ne. Ja, kakor za koga. Ja. Ne vem, jaz pa težko. Ne vem. Ne, je težko, jaz sem koleč nočem biti poškodovana. Ja, seveda. Kaj pa, kater trening je pa njemu recimo najbolj všeč? Pa tebi? Tako zdaj vidim, da je njemu skuter, da mu ta skuterski ro, ne, to je sopomenka, ne, da mu je to je njemu the best. Zato, ker lahko končno doseže svojo hitrost čez 30 kilometrov na uro, ne, in ima flow in noben ga ne bremza kaj dosti, ne, to je njemu the best. Čez 30, kaj še tebe vleče zraven. Ja, skirujem, ja. Koliko bi pa tekel čist, brez česarkoli? Tako, recimo 1 kilometer. Ne, on tako drugače ima tam čez 30 na uro, ne. Teče tako, ko ga spremljam po GPS-u, Tractive, ne, on potegne tako zelo za šprinta, ne, sploh pa za kakšnimi strnicami laufa, ne. To je zelo hiter pes, ne. Ko drugače mi da imamo tam okoli 20, ne, ko tečeva, ne, naskirujemo pa on tako precej več. In tudi, ko mu pade, recimo, ko sva šele dober mesec trenirala, tudi, ko mu pade, on ima še vedno tam 24-25 na uro, ne. Tako, pač zmore, pes zmore, ne, zato jaz vidim, da sem jaz tukaj problem, ne on, ne. Yes. Ja. Kaj pa kakšne vremenske razmere, recimo dež? Zdaj tako, on je zelo neobčutljiv na to, kadar so hude padavine, seveda se ogneva, ampak če so blažje padavine, pa kar greva, ne, če je teren v redu, recimo, če je veliko makadama, jaz komot lahko tečem, ne, blatnih se pa majčkeno terenov izogibam, no, tako. Drugače, on je čisto neobremenjen s tem, no, se pravi, edino hude padavine, no. Pa poledica, pa hud sneg, pa hud veter, ampak drugače gre. Ja? Samo pa 4x4. Ja.
Kaj pa v prihodnosti, recimo zdaj si še poškodovan? Ali... Zdaj imam zeleno luč od ortopeda, v bistvu imam tako srečo, jaz sem zelo hitro po poškodbi začela teči, sicer počas, pa slabo, pa mal. Pa verjetno brez. Brez psa, Ja. jaz pol leta nisem s psom tekla, ne, pa ko sem začela teči, sem hotela iti na svetovno, pa sem videla, da ni pogo. Ni. Tam bi šla, bi bila zadnja in mi je škoda, kako se temu reče, pa ne toliko, da bi slab vtis naredila, ampak slabo sem prenašala ta underperformance, ne, in da grem pa kaj narediti underperformance, pa da sem še nezadovoljna, v bistvu gre za nezadovoljstvo, ne? In da prijem nezadovoljna iz svetovnega mi pa res ni, ne? Pol so mi ljudje rekli, če mi lažjega psa posodijo sam, evo zdaj še on, men pa res, jaz si pa želim z njim teči, jaz si pa želim z njim tekmovati, ne, vsi imajo pretežkega psa, imaš je, kaj ne, jaz ga zdaj imam, jaz zdaj moram pač z njim to početi in si ne želim sposojati več psa včasih za kakšen trening, ja, za tekme ne. Tako da ja, mava pa zdaj plan, upam, da bo vse po sreči, da bi šla na evropsko, na švedsko, pa pol na poljsko, na svetovno, no. Tako, pa upam, da bova imela zadovoljiv pejs, mislim pač svetovni prvak si lahko prvič in zadnjič, ne, zdaj se mi gre pa sam za to, da bo imela dober performance, ne, to se pravi, da bom jaz zadovoljna, da bo vse od sebe dala, ker zdaj se vsako leto je več držav vključenih v te zveze, več dobrih tekačic pride, ne, vsako leto bo to težje, ne, in zdaj so že zelo velikih je, ki jih toliko dobro teče, kaj jaz, ne, in je pa res stvar dneva, ne, ne vem, se ti pes tepe na štartu, se ti vezalka odveže, ne, mislim, je toliko enih dejavnikov, ki ti lahko pač tisto svetovno malo ali omogoč, da si dober, ali pa onemogoč, ne. Ja. Kje pa je Canicross najbolj popularen, oziroma tako največ ljudi? A je to recimo v Sloveniji zadost popularna disciplina ali tako, ali bolj ne? Ni, je sicer že vsaj 21 let prisotno, glavna motivatorja oziroma povodnika za, ja, okej, se mora premakniti očitno, glavna, okej, Kinči, dovolj. Pač sta Edvard Šume pa Patrik Zupanič, ona, da sta to nekako največ naredila za promocijo tega športa oziroma za razširjanje tega športa, tako da zdaj pa sicer so posamezniki, ki se trudijo na tem področju, ampak to ni recimo v Italiji oziroma v tujini na splošno, ti imaš reprezentanco, ti imaš v bistvu tekme, da lahko priješ v reprezentanco, ti imaš zvezo, recimo v Italiji zveza plača pač tekmovalcem, da grejo v tujino tekmovati, ne, to se pravi, tem kolegom iz Italije so plačali, da so šli v Ameriko, ne, tako da pač drugje je to precej boljš organiziran in bolj sistematično narejen, so seveda druge slabše zadeve, ne, ker čim je nekaj zelo organiziran, je tako je neka politika zraven, pa se s tem, čakaj. Mora jesti. Tako da v Sloveniji to zelo na takem ljubiteljskem nivoju, tudi glede treningov, tekme nam nič reka, tekmo je težko organizirati, ne, in zdaj, ko so neka ta novi zakoni v naravi, je praktično nemogoče tekmo organizirati, ne, mislim, je toliko ene birokracije, da vsi zgubijo potrpljenje, tako da v tujini pa to res, to imaš organizirane treninge, to so ekipe, to so tekme vsake 14 dni, ne, mislim, je to res razvitno. Kako pa je recimo, mislim, štart, ne, a je to posamično ali je to skupinsko? Zdaj spet zavisi od tekme, velikokrat so posamični štarti, kar jaz preferiram, ker te skupinski štarti znajo biti zelo kaotični, tako da so pa tudi skupinski, ne, spet zavisi, recimo lani je bilo na svetovnem prvenstvu prvi dan, ponovadi so tekme 2 dni, lahko so tudi samo en dan, ne, je bil prvi dan posamični štart, drugi dan je bil pa skupinski štart, ne, tako, kar je sicer mogoče skupinski štart za publiko malo bolj zanimiv, ne, pa pester, ker res ona tekmovalnost, kdo bo prvi, ker bolj imaš občutek to, ne, je pa tako,
Ne, recimo, se pravi, ena si je hrbtni vrten zlomila, eni sta se psa stepla, ne, tako, pač je kar izziv, no, je pa drug izziv, no. Ja, seveda, mislim, je pa po svoje, če greš pa sam, je pa tekma dalj časa traja. Ja, Izziv, ja. kako recimo poteka en dan tekme, ko moraš, ne vem, najest psa, pa kako to poteka? Seveda pes, ne, saj on mora veliko jesti, ne, jaz mu dajem zelo veliko sveže hrane, ne, seveda ima tudi brikete, a smem kakšnega sponzorja omeniti ali ne? Simon? Ja. Aha, Ja, ne, ker če ne bom, ne. Ne, valjda. Okay. On imava zelo dober dogovor s trgovino Doget, ki mu vsak mesec da zelo dobre kvalitetne brikete, Pure Nutrition, Pro Nutrition Pure Life, ne, tako da ima to potem on od mamuta dobiva prehranske dodatke Priran, ne, to je za pred treningom, pred tekmo, ne, nek prašek, jaz mu sicer zmešam mečkan skutico ali pa kaj tazga, potem on dobi po tekmi oziroma po treningu še recovery prašek, malo ga spije, malo ga nadaljno v hrano dobi, ne, tako da pes mora biti pred tekmo oziroma pred treningom mora nekaj majhnega pojesti, ne preveč, ne, da ni želodec preobremenjen, potem po tekmi se mora takoj hidrirati, ne, in zelo hitro dobiti obrok, ne. On sicer njemu ne paše tako jesti, tako da mora ene pol ure počakati, ne, da mu zapaše, tako da z tega vidika ja, tako da on je 2 do 3 na dan, brikete pa svežo hrano, no, se pravi meso, rižek, jajčka, skutica, ne, tako. Tako da je treba, no, tudi to sem mečkan hrano malo zboljšala, tako da tudi on zaradi teh potreb, ki ima, je na prehranskih dodatkih, ne, tako da to je glede prehrane, no, okvirno, no, nisem pa nek nutricist, pa mogoče bo kdo rekel, pa boljš bi bilo kuhan, pa boljš bi bilo še malo zelenjave, sej tudi to dobi, no. Ja, nič, pa z moje strani sem še eno vprašanje. Ja. Koliko bi Sebastian Save, svetovni rekorder v maratonu, tekel, če bi, zdaj to je spet, ne, 42 km, ne vem, Valjda bi. bi pa zdržal nek tak tempo? Moja kakšen polarc bi, on ne bi hitrosti zdržal, ne. Ja, tako da zdaj, ampak če bi pa njega dal, recimo, ne, z enim malo bolj natreniranim psom, ne, kakin je še vedno malo, pa srnice, pa vodica, pa punce, pa ne, z enim takim malo bolj fokusiranim psom, ne, to bi bil pa tak rekord, da če bi rekel 5 kilometrov, če rečemo, ne, ker ni problem za psa, to bi bilo pa, ne vem, 10 minut, ne vem, res ne vem, ne, pač noro hitro, noro, ja. No, Simon, še ti. Imaš še kaj? Mogoče omenila si, da je zelo zabavno v klance teči. Ker to je tudi moja edina izkušnja s temi psi, ne. Ja. Koliko hitro se pa pol v klance teče s psi? Ker tam je verjetno lažje večje hitrosti doseči. Tako bom rekla, ja, midva sta v klance zelo dobro imela naštudirane, to se pravi, v klanc gor sta zelo bila hitra in klanc dol, tako da lahko bi s časoma, če več tekla zboljšala, ampak sem imela tam v povprečju 3:20 pace, no, s klanci. V klanc? V klanc gor, ja, v klanc gor. In pol v povprečju, ne, sem imela tudi 3:30, 3:20 pace, zato ker sploh pa če je klanc na začetku, ne, to se pravi, ker pes ima še največ moči na začetku in pol ti potegne, tako da mislim, da sem imela klance gor zelo dobro naštudirane, tako da v bistvu sem bila skoraj enak hitra po klancih dol ka dol, gor ka dol, no, tako, zato ker sem ga mogla toliko bremzati, ne. Tako da, ja, klančki. Nič. Ja, Pa je to? Ja, najlepša hvala. Ja, enako. Ja. Hvala. Mi se pa vidimo naslednji torek.